Mojca Kluk je prehodila Camino in danes v oddaji Klepet ob kavi razloži, kako je bilo. Ji je žal, da se je sploh tja odpravila. Pa tudi o naravni podpori pri prenehanju kajenja. To je noni, izjemen sadež, ki tudi zelo krepi naš imunski sistem. Zdenko Trampuš pa o novih metodah v zobozdravstvu. Skratka, zanimivo bo. Hvaležno pozdravljeni. Pravijo, da ko te pokliče, takrat enostavno moraš oditi. Kam? Seveda na potovanje. In sama kot popotnica, strastna popotnica, sem že davno ugotovila, da enostavno te določeni kraji pokličejo, da te duša kliče in tam se potem zgodi neka taka, kakršnakoli pač že izmenjava se mora zgoditi. In o tem je govoril tudi Marjan Ogorevc. V nadaljevanju bomo videli posnetek, no danes pa boste spoznali mojo gostjo, ki je tudi že 20 let nazaj zaslišala ta klic po poti Camino in to željo v 20 letih potem tudi uresničila. Lepo pozdravljena, dobrodošla! Pozdravljena, živjo! Ugotavljam, da večina ljudi si vendarle ne uresniči svojih želja po poti. Kako ti gledaš na to? 20 let si rabila. Jaz mislim, da ne samo želja po poti, ampak želje po marsičem ne uresničimo predvsem zaradi strahov. Mi smo tisti kreatorji strahov in strahovi so tisti, ki nam največkrat preprečijo, da ne naredimo tistega, kar bi si želeli. Tako da krivci so strahovi. Mojca, pa tebe je bilo strah, ko si se odločila, da greš po poti Camina? Ne, jaz ne bi rekla, da me je bilo strah, ampak jaz sem si to grozno želela od tistega trenutka, ko sem za Camino slišala, da je bil to dejansko tako, kot je bilo rečeno, klic. To te pokliče. Kar se pa strahu tiče, pa mislim, da je bila želja toliko bolj močna, da sem ta strah lažje premagala. Drugo so bila bolj tista vprašanja tehnične izvedbe, pa kdaj je ta pravi čas, pa majhni otroci, pa kup izgovorov, ker poleg strahu imamo pa še te naše pomočnike izgovore, ker nas pa tudi prepričajo, da ni treba narediti nekaj, kar je malo težje. Koliko si prehodila in koliko časa si potrebovala? Jaz sem prehodila 800 kilometrov. Wow. Potrebovala sem pa 28 dni, kar je kar za žensko pri 50 letih kar dost hiter tempo, pravijo. Tako da zdaj v tem trenutku mi je pa kar žal, da sem toliko hitela, zato ker sem pa še šla na Camine, ampak noben več ni bil prvi. Najbolj žalostno je to, da prvega ne moreš več nikoli ponoviti. Prvi je pač prvi, in bi ga mogoče mogla malo bolj uživati. Tako da, če bo se kdo drug odločil iti, jaz mislim, da si nekaj čas vzame. Čas vzame. Tako. Pri 50-ih za 28 dni 800 kilometrov, pa ti je kdo rekel, pa kaj se ti je pa zgodilo, zdaj se ti je pa zmešalo ali kaj? Niti ne, zato ker tako vejo, da se mi je že prej nekaj zgodilo, pa da sem malo zmešana. Tako da tisti ljudje, ki me poznajo, so že dolgo prej vedeli, da imam tako strašno željo. Tako da se sploh ne spomnim, da bi kdo na tak način pristopil, da se je to nekaj meni utrgalo ali pa da počnem nekaj čudnega. Tako da jaz mislim, da sem o tem ves čas govorila, načrtvala, tako da bi rekla, da so ti rekli, zdaj pa že pejte enkrat, zdaj že govoriš, zdaj pa že pejte, ne? Ja. Si se mogla pripravljati na to? Fizično, mislim, psihično? Ja, in eno in drugo, ampak moram reči, da v bistvu dvakrat sem se privoščila tak mal daljši pohod, da je bil tako med 20 pa 30 kilometrov. Enkrat sem se iz Žirov odpravila do Vrhunke peš, enkrat pa do Škofje Loke in to sta bili pač dve taki izkušnji, kako to izgleda, da se odpraviš recimo 20-30 kilometrov daleč v enem kosu. Drugače pa mislim, da je to nekaj podobnega, kot delajo maratonci, ki v bistvu se ne preteče maratonc 60 ali pa 70 kilometrov za trening, ampak trenira po malem, potem, ko je pa treba dati vse od sebe, pa pripravljen tudi za tiste daljše razdalje. Tako da, tako nekako. Se da? Da. Mojca, ali verjameš, da te tako potovanje notranje spremeni? Ja.
absolutno. Ne samo notranje, tudi zunanje. Jaz mislim, da taka potovanja so spremembe za človeka. Je pa zanimivo, da v bistvu ti sploh nimaš občutka, ko prideš nazaj, da si se spremenil, ampak da dejansko te spremembe pravzaprav kasneje prihajajo. Tam dejansko niti ne opažaš, da bi bilo kaj drugače, tam si vas prepoten, prašen, tak po domač, ja. Se pravi, tako tudi imaš nogavice v sandalih, kar si doma ne prvoščiš, pa tako, ne. Potem prideš nazaj. Jaz celo sem imela občutek, da še manj vem, kakor sem vedela prej. Potem se je pa začel dogajati tisto, kar rečejo kamino po kaminu. Se pravi, zdaj je pa čas, da se nekaj začne spreminjati in se je dejansko začelo in s pisanjem knjige, ki sem si takrat zastavila, in s temi mojimi potopisnimi predavanji, mojo osebno rastjo, tako da ja, kamino po kaminu se je zgodilo. Se je zgodil, se dogaja. Zadnjič pa je o tem govoril tudi Marjan Ogorevc, ki me je prepričal, da gremo tudi v Peru z našo skupino in dajmo pogledati, kako je sam komentiral potovanja, ta dušna potovanja, ki si jih privoščimo, ker enostavno moramo odgovoriti svoji duši. Ta potovanja nas v resnici bogatijo, ker spoznavamo druge kulture, smo v stiku z drugačnimi energijami, na koncu koncev spoznavamo tudi, kako je nam lepo. Takole vabljeni, torej veliko destinacij imamo, če tudi vas poklicala kakšna pot na spletni strani klepetobkavi.si. Pod zavihkom dogodki lahko najdete številne možnosti, veliko programov za Sibirijo, potem tudi kasneje Dolino piramid v Bosni in seveda Peru, pa še kaj se torej najde, vsekakor se odpravljamo tudi na Iš. A se je tudi tebi to zgodilo? Meni se velikokrat to zgodi, da nekam grem in še preden pridem domov, vem, kam bom šla naprej. Ja, tle v primeru kamina se mi to ni zgodilo. Jaz sem se zaklela, da se ne vrnem več, da še enkrat ponoviti tako pot bi bilo dolgočasno. In tudi nisem razumela ljudi, ki sem jih srečevala, ki so razlagali, sem tukaj že 3., 5., 7., 10. ali pa ne vem kaj. Spoznala sem recimo enega fanta, ki se mi je zdel, da je šele s planic prilezel, pa je rekel, da je že 4. na kaminu. En Italijan niti angleško ni dobro znal, tako da ljudje se vračajo, meni pa to ni bilo jasno. Ampak po enih 3-4 mesecih se je pa spet začelo dogajati. Čim si slišal za kamino, čim je bil kakšen tak spomin, čim si se s kom pogovarjal, ko je prehodil, metuljčki v trebuhu, občutek, da si zaljubljen, da to pa zdaj spet moš doživeti in tako da takoj naslednje leto sem spet šla na kamino, ampak na portugalskega. Tako da se mi zdaj vsako poletje znova pojavljajo metuljčki pa mehurčki v trebuščku, pa potem ga kar mahnem. No. Lepo. Sama na pot. To predstavlja veliko priložnosti in možnosti za soočanje sam s sabo. Tako. Pa človek sodobni ponavadi beži stran od samega sebe. Ja, se v bistvu dejansko se mi zdi, da ravno to je bistvo kamina, da se ti tam nekako srečaš sam s sabo, da imaš priložnost biti sam s sabo, da je dejansko tisto občutek ene praznine, ko nisi z ničemer obremenjen, ko se z ničemer v glavi ne ukvarjaš. Meni se zdi, da je to taka čudovita meditacija, ko ti hodiš tam po naravi, da prav ta praznina, to misliti na nič, pa o ničemer, ali pa samo o tistih osnovnih stvarih, da je pa največji čar. In pravzaprav ne, da bi se toliko usmerjeno sam sabo ukvarjal, bolj se mi zdi, da se prepustiš ničesar, ničemu. Tako. Zadnjič, ko smo bili na poti oziroma ko smo že peljali nazaj v Dolino piramid v Bosni, k doktoru Smanagiću, sem se pogovarjala z eno potnico na avtobusu in je rekla, lej, jaz sem bila totalno paranoičen človek. Moji otroci niso smeli tega, jaz tega. V vsaki stvari je videla nevarnost, da bo nekdo zbolel, da bo nekdo, ne vem, totalno paranoična, nič dejansko pravi, da ni imela od življenja, samo skosen strah, pa same skrbi in vse ostalo. In takšna ženska se je odločila, da gre dejansko na kamino. Je rekla, zdaj imam pa do samo sebe, sam težim sebi, pa svoji družini ves čas in je šla.
in je prišla nazaj dejansko druga oseba, zdaj dejansko uživa življenje, prej pa je bila cel cajt na preži, za skrbmi, za vsemi takimi zadevami in je videla, da bo samo sebe zadušila, če bo tako še naprej. Kakšen je bil pa tvoj vzgib, Mojca? Verjamem, da o tem tudi pišeš v svoji knjigi. Kakšen je bil tvoj osnovni vzgib, da si rekla, moram iti na to pot, ker je treba nekaj? Prva stvar, ko sem slišala za Camino, je bila, to mora biti pa nekaj dobrega, da si kot polžek, ker neseš v tistem nahrbtniku vse, kar rabiš za recimo 1 mesec življenja. Ne. To dejansko doživeti, ko potuješ, pa ko misliš, da rabiš 3 ali pa 5 kufrov, pa da si predstavljaš, je že to izziv. Tako da pri meni je bilo najprej pobeg od tega nakupovanja, od materialističnega sveta pa tako naprej. Doživeti, kako lahko z 2 spodnicami, 2 modrcema pa 2 majčkama nekako preživiš. Tako nekako sem si predstavljala. Se pa potem izkazalo, da je teh 20 let, kolikor je trajalo, da sem se res na pot odpravila, dejansko bilo točno to, kar je bilo zdaj povedano, da dejansko potem vidiš, da je pravi trenutek, ko moraš začeti razmišljati o sebi. Da si imela enake probleme. Najprej skrbiš za otroka, da se mu ne bo kaj zgodilo, strah te, da s partnerjem ne boš uspel zveze zadržati, strah te, da se v službi ne boš dovolj dobro dokazoval. Pač en kup enih vlog, pri katerih se pravzaprav bojiš, da ne bi bil uspešen ali pa da jih ne bi dobro opravil. Potem je pa recimo ravno pri meni 50-letnica bila tista, ki sem se pa vprašala, zdaj pa vse te vloge sem odšpilala, kaj pa zdaj? Kje sem pa zdaj tukaj jaz? In tle se mi je zdelo, da je bila potem res prelomnica in da imam eno podobno izkušnjo, da sem takrat začela razmišljati, tudi jaz obstajam, jaz kot Mojca, jaz kot oseba, ne samo kot človek v neki funkciji ali pa v nekem, ne vem, delu. Bravo, vsa čast, vsa čast. Hvala. Mi dve bova nadaljevali tale pogovor, še kaj bom povprašala, mi pa si tale trenutek pogledamo aktualne dogodke. Mojca je danes v moji družbi prehodila je Camino in sicer, zdaj že večkrat, pa na večjih delih, ampak kljub temu tista prva izkušnja 800 km v 28 dneh pri 50 letih. Vsa čast, Mojca, res, kar se tega tiče. Wow. Hvala. Ko tudi sama grem potovati, imam dejansko najraje to, da imam zelo malo stvari in da nimam nobenega razmišljanja, kaj bom oblekla, ker nimam opcij. Ampak veliko ljudi te sprašuje potem, pa kaj, se nič slabega ne zgodi na potovanju. Kako sama gledaš na to, ker del potovanj so tudi slabi trenutki. Si imela tudi slabe trenutke, ker si mislila, pa kaj mi je tega treba? Nikoli si nisem mislila, kaj mi je tega treba, zato ker sem vedela, da sem na tistem mestu, kjer moram biti. So se pa dogajale tudi slabe stvari, ampak sem jih vzela kot del svojega potovanja. Jaz mislim, da dejansko potovanja so nove izkušnje in bila sem tudi vodička turistična in dejansko vem, da potovanje, pravzaprav pravi čar potovanja je ravno to. Da ti spoznavaš neke druge kulture, nek drug način življenja, neke druge situacije, neke nove izzive pravzaprav in dejansko, če znaš sprejemati, potem je to potovanje lahko užitek. Če pa gledaš, a je hotel dovolj čist, a je postelja dovolj mehka, ne vem, a so plaže dovolj lepe, potem pa to pravzaprav niti ni potovanje, ampak je, ne vem, repenčenje ali pa iskanje dlake v jajcu, kakor se reče. Tako da moja izkušnja je pač taka, da potovanje, pravo potovanje, mora prinesti vsega. Pač novih izkušenj in ti, ko greš na pot, ko si ta pravi popotnik, moraš sprejeti tisto, kar pride nekako. Ugotavljam, da popotniki, s katerimi se sosedno družim, pa ne vem kako je, ker Camino še nisem prehodila, še ni prišlo do tega klica, da so popotniki zmer tako dobri ljudje. Nič slabega nočejo, spoštljivo se vedejo do drugih, do narave, nobenih egoističnih repenčenj in ne vem česarkoli. Kakšna je tvoja izkušnja z ljudmi, ki si jih srečevala? Ja, večinoma je res tudi tako.
zelo, zelo pozitivna. Na Caminu, ko hodiš 800 km, dejansko srečuješ ljudi, ki premorejo ta pravi altruizem, jaz rečem. Se pravi, tisti, ki bi s tabo delili tudi zadnjo drobtinico kruha ali pa kapljico vode, tako če poskušam malo bolj tako pokazati. Je pa res, da na Caminu se začne dogajati na koncu. Se pravi, zadnjih 100 km je tistih kritičnih, ne za tistega pohodnika v fizičnem smislu, ker takrat si najbolj fit, najbolj pripravljen hoditi, ampak takrat se začne pač eno tako obdobje hoje, ko prihajajo ljudje, ki prehodijo samo zadnjih 100 km kot lovci na tisto kompostelo na koncu. Tako da takrat pa srečaš res množice ljudi in takrat se pa začne ta, kaj se rečem, bolj turistogrinsko potovanje za nekatere, ko so pripravljeni tudi golfati, ki imajo tudi ene druge namere v zvezi s hojo, tako da takrat postaja neprijetno, ampak pravijo, da je to del Camina, na katerem se spet navajaš nazaj na prihod v civilizacijo, se pravi v tisto normalno življenje. In jaz moram reči, da tudi ko sem potem prišla, nazaj, bilo je to poletje, avgusta, sem nekaj, zdaj bi pa je šla rada na morje, ker imam tudi morje blazno rada, ampak mi je gneča šla tukaj na živce, tako se mi je zdelo vse preveč glasno, preveč tako, kot rečejo Angleži, crowded, tako. Se mi zdi, da sama sem imela isti izziv, ko sem prišla iz Sibirije. Mi je bilo tako, sam pustite me na mir. Ja, res je. Tle se pa res pol vprašaš, kaj pa jaz delam tle na tej plaži, ali kje kakšna bolj samotna. Ampak se mi zdi, da je to vse procesiranje v bistvu tega. V Singapurju sem prebrala en čudovit stavek nekoga, traveling, first it makes you speechless, then you become a storyteller. Torej, najprej ostaneš brez besed, potem pa pripovedovalec zgodb. O dogodkih, ja. Zgodb se pa res nabere. In tudi zapisuješ, kot v tvojem primeru. Najlepša hvala, Mojca, da si zaupala in ne samo, da si zaupala to. Jaz verjamem, da si s tem marsikoga spodbudila, da sledi sebi, tudi, ko se petka pokaže na Emšotu, pol kasneje, da enostavno slediš se, pa da odgovoriš temu klicu. Tako, ne samo, ko se pokaže petka, ampak tudi, ko se šestka pa sedemka, ker tudi takšne ljudi srečaš na Caminu. Tako da jaz mislim, da tisti, ki si res to želi, da je sposoben prehoditi ne glede na to, koliko je star ali pa v kakšnem fizičnem stanju je, ker glavno je srce, glava pa volja. Bravo. Hvala lepa, Mojca, super. In evo, čisto zares, mislim, da je bila nekaj čez 70 let stara gospa, pa tudi gospod, ki so se udeležili potovanja v Sibirijo s konji pravzaprav, zgolj za 14 dni, ne 28 dni kot naša Mojca, na Caminu, seveda pod Camino. Skratka, potovanja so nekaj, kar te premakne ne samo fizično, tudi v sebi. In kot smo rekli, če iščete navdih, klepet@kavi.si pod zavihkom dogodki in potovanja, oziroma če nimate tega dostopa, 026 200 230. Da, kod nas je više onako jedan, recimo, evropski tip, znači prirodan tip, jedan natural look, rekli bi, dok jedan taj američki izgled vuče više, ja bih rekli, pločice u kupaoni,